Letos smo se tretje leto zapovrstjo odločili, da donacijo predamo Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Namesto, da bi sredstvo namenili za poslovna darila, sredstva rajši namenimo tistim, ki so pomoči potrebni. Vemo, da je takšna situacija v okolju, da je takšnih zelo dosti in Telink kot lokalno podjetje, ki deluje na področju Spodnjega Podravja in pa Pomurja, želi biti vpeto v lokalno okolje in pa seveda se odzivati tudi na težave v okolju. Tako da v bistvu sem vesel, da smo lahko tudi letos to donacijo namenili, da smo jo lahko namenili, je posledica tega, da smo tudi letos uspešno poslovali. Tudi v letošnjem letu beležimo rast števila naših naročnikov, kar nam nekako potrjuje, da smo na pravi poti, da ponujamo takšne storitve, ki jih naročniki od nas pričakujejo. In seveda rast števila naročnikov tudi seveda pomeni posledično rast prihodkov in to je tisto, da lahko potem uspešno poslujemo. V letošnjem letu smo dosegli zastavljene cilje, jih tudi presegli. Tisto, kar smo nekako načrtovali, investicije, smo jih uspešno zaključili in nekako potem na koncu leta želimo tudi na ta način, kot je ta današnji, se oddolžiti tudi okolju, v katerem delujemo. Tako da v naši sredini pozdravljam tudi predstavnico Zveze prijateljev mladine Slovenije, gospod Jožico, in bi sedaj izkoristil priložnost, da tudi svečano pa uradno predam ta ček za 3000 evrov. Vem, da bo prišel v prave roke ta sredstva in to v celoti, zato tudi sredstva namenjamo Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer res poskrbijo, da sredstva, ki so predana, potem pridejo v celoti tudi v prave roke. Bi gospod Jožico malo zaprosil, da malo pove o Zvezi prijateljev mladine Slovenije, pa tudi o teh prejemnikih v kratkem. Potem bom pa jaz še nekaj povedal tudi o podjetju v letošnjem letu. Torej, najprej bi se lepo zahvalila kolektivu, da so se odločili za naše družine. Drugič bi rada povedala, da smo dali 6 predlogov in to iz tega vašega področja, to se pravi tudi 2 Ljutomer, Ormož in tudi Prekmursko regijo, tako da je to vaša, mislim, gledanost te vaše firme bila nekako zastopana. O družinah samih s priimkov imeno, kot veste, zaradi tajnosti podatkov ne moremo in ne smemo govoriti. Vam bi pa čisto kratko povedala. Eno družino imamo 5-člansko, kjer ni nihče zaposlen, eno družino mater samohranilko, kjer ima tudi obvezne otroke, ampak ima samo delno zaposlitev. Potem imamo 4-člansko družino, ker je jim umrl oče in so ostali brez dohodkov. Potem imamo družino, kjer je 9-članska, to se pravi, da veste, da imate kar pridni naraščaj otrok in imate kar, ta vaša regija se lepo napreduje, ne? No, skratka, taki primere imamo in v tem primeru so to vsi taki primeri, ki če bi imeli včeraj 500 evrov, kaj bojo dobili, recimo jutri po jutrišnjem, če bi bilo prepozno.